Automatski udalci. Župana smo tudi povabili, da ne pride pogledat, pa je... Prišlo Pepeo do eksplozije reaktorja 2, greste po tretjem izstopu zunajemo noter, delate pa kombinirano. To se pravi, noter imamo ponesrečence pa gašenje požara. Delate oboje, istočasno. Prosim na izvedbo. Matjaž, koliko imamo ponesrečencev? Informacija.
Kje bomo nastavili prijatelj? Ne vrat. Zdaj pa kar Ne, tam nam je počalec. Evo reševalna ekipa podale transportirajo po nesreče sa vas. Прямо дорогу слопала. Zdaj imaš ročnik. Hej, kam ste daj parpel, kaj še stvar?
Rado me poslušam. Kaj boli? Ne, nič. Se v redu. Se boste že dobro zrihtali? A to kaj boli? Rana na desnem čelu. Pa pa je na levom pol. Ako vidite? Tle, kapcamo. Ja. Ja, seveda. Ako vidite? Zaščitene požara. Zmeran, pa, ko boš naredil, sem prid, no. Da si jedel, verdi. Mlakar, a si že spet na vodi? To fantje, ni da ni pravite. Vode polhan. Evo, vode imate polhan, ali?
ko bo rekel voda. Dej, vodo! Prva napadalna, druga napadalna, drugi Beber. Ja, govori, poslušam. Vsi štiri imamo 150. Prijeta vam. Nadaljujte. Ja, prejela. Zatekajo noč. Ja, to je v redu, ja. Da ne ratejo plaviti. Ja, to. Vse bo. S tem se prijaš. Mogoče ne še škotke, ali pa še kaj takole. Vidimo. Da posreč, ne? Nima črna takrat, koliko je zares. Pa imaš vodo čez. Voda imate kakšne alergije, kakšne zdravstvene slave? Ne, zdrav kariba. Morate
je vse, koliko mora biti. Bolj, a se izplača to koristiti. Hvala za sodelovanje. Vse gasilce in gasilke, 8 vrst, ven! Na desno se ravnaj! Tovariš poveljnik poklicne enote Centra za zaščito in reševanje Domžale. Vaja Helios 2018 je končana. Na vaji je sodelovalo s 22 vozili 120 gasilcev, pripadniki prve pomoči in pa civilna zaščita Heliosa. Prosim za oceno vaje. Na mestu, prosto!
spoštovani predstavniki podjetja Helios, lokalne skupnosti, direktor Helios, direktor CZR-ja, seveda vsi kolegi, gasilci, lepo pozdravljeni. V prvi vrsti, hvala, da ste si v takem času vzeli čas, pa se udeležili vaje, predstavniki podjetja, 120 nas je, ob enih popoldne, tako da jaz mislim, da smo na varni strani, da za varnost ni treba skrbeti, smo pripravljeni preskočiti na pomoč takrat, kada bo naša pomoč seveda potrebna. Obenem oziroma hkrati se tudi zahvaljujem, da ste nam omogočili, da smo vajo na objektu oziroma v podjetju lahko izvedeli. Jaz mislim, da je bila vaja oboje stransko korist. Po eni strani smo gasilci spoznali objekt, saj jaz upam, da smo ga spoznali, kakor smo ga uspeli v tem kratkem času spoznati. Mislim, da smo vsi skupaj videli, da je kar kompleksen, da kadar bomo mogli res postopati oziroma vstopati v prostor pa najdeti lokacijo samega požara, dokler bo v začetni fazi, bomo imeli vse in kar malo težava, ker bo treba kar nekaj hodnikov pa stopnic premagati, ampak jaz verjamem, da bomo to vse skupaj uspešno rešili. Spoznavamo lokacijo, spoznavamo objekt, spoznavamo tehnologijo in mislim, da je to za nas dobro. Prav tako pa tudi mislim, da za podjetje, ker če nas bo podjetje res rabo, bomo hitro prišli, poznali zadevo, pa mislim, da tudi potom tega bolj učinkovito speljali svojo intervencijo. Vsem bi rad povedal, da trening danes je bil za vse. Vaja je bila mogoče malo drugače sestavljena, kakor ponavadi. Če se spomnimo prejšnjih vaj v Heliosu, smo točno vedeli, kje kakšen avto parkira, kakšna je naloga. Danes sva imela midva v glav, kaj moramo narediti. To je bilo pa tudi vse. In da sva vas dobila na kup, sva mogla se pravi enote razporediti, pa jim dati posamezne naloge. Napake sva naredila tudi mi, midva, tako da se vsem upravičujeva. Probala sva pač zadevo, ki nama je bila podana, čim hitrejš pa čim bolj učinkovit rešiti. Hvala še enkrat za sodelovanje, hvala podjetju, da nam je omogočil, pa kar se z moje strani tiče na pomoč, seveda bi pa prosil še direktorja podjetja Helios, da nam mogoče kakšno spodbudno reči. Hvala lepa, Matjaž. To je bilo strokoven del, jaz bom pa bolj od dela češenil. Hvala lepa najprej vsem vam, ki ste sodelovali na tej vaji. Mi v Heliosu lahko rečem, kar nekaj vas je vmes, nam te vaje veliko pomenijo, zato ker vemo, da na vajah se pokažejo tiste pomanjkljivosti, ki jih je možno potem do naslednje vaje odpraviti. Tako da se priporočamo tudi za naprej za izvedbo podobnih vaj. Zdaj pa mislim, da glede na to, da je to Gasilska zveza Domžale zorganizirala vsa društva ob taki uri, da je čas za kosilo, ste vsi skupaj povabljeni v garažo na eno klobaso pa eno pijačo. Hvala lepa vsem. Hvala lepa, no, z nami je tudi Peter Guban, mislim, da ga vsi predstavljamo, da ga ni treba, predstavnik lokalne skupnosti, naš velik podpornik in Peter, da je tvoja nam prav. Hvala za besedo. Mislim, da je tudi naša vaja pokazala, da je sodelovanje med lokalno skupnostjo pa podjetjem nepogrešljivo. Kajti tudi za več veliko pomeni, če ima podjetje dobro organizirano zaščitno reševanje oziroma požarno varnost, s tem so tudi naši prebivalci, občani bolj varni. Računam, da se bodo te vaje tudi v naslednjih letih odvijale še naprej, tako da tudi če dejansko pride do nesreče, da boste tako dobro ukrepali, kot danes na tej vaji. Hvala lepa na pomoč. Direktor CZR-ja, Jaz bom pa tako povedal tokrat, da imamo priliko, da smo skupaj, poklicna enota naših fantov danes je bilo tukaj 10, vse skupaj je bilo 120, se pravi 10%. Brez vas ne moramo, kljub temu, da so včasih kakšni nesporazumi, mogoče na kakšnih drugih nivojih, delati moramo takole in mislim, da je ena taka vaja dokaz, da znamo, zmoremo in jaz pričakujem pa naredil bom vse, da bo tako tudi v prihodnje. Hvala.
Mogoče bi še jaz par besed dodal, no. Pridružil bi se svojim predhodnikom, kar se tiče njihovega razmišljanja. Povedal bi pa tudi to, da ta lokacija, kot je bilo že omenjeno, ni samo v nekem industrijskem okolišu, ne, ampak imamo zelo v bližini tudi stanovalce in dejansko prva prioriteta je preventiva, ne, če pa seveda uide nam nekaj izpod nadzora, so pa pol postopki, ki sledijo. Se pravi, prvo posredovanje, tako zaposleni, pol vsa oprema, ki je ugrajena, ki mora upraviti svojo funkcijo. Ne nazadnje, zadnja rešilna bilka, če pa tako rečem, ste pa vi in dejansko vsi ti elementi morajo biti ustrezno trenirani, vzdrževani in da v najslabšem možnem primeru na koncu tudi vi odigravate svojo vlogo. In to se mi zdi fajn, da te vaje redno obnavljamo in da tudi konec koncev spoznavamo vse te objekte, ki so na lokaciji visoko požarno ogroženi v teh objektih. Hvala. Mirno! Prosto! Prijemno, vse dobiš.